Lep pozdrav vsem skupaj. Dovolite nam, da po podpisu koalicijske pogodbe predstavimo še nekaj vsebinskih izhodišč. Mi smo več ali manj vsi skupaj zadnja leta več ali manj nemočno opazovali, kaj nastaja iz naše države. Danes smo podpisali koalicijsko pogodbo, ki predstavlja vsebinsko osnovo za vrnitev Slovenije na pot normalnega razvoja. Po svoji naravi in tudi po svojih ciljih je ta naša koalicijska pogodba in tudi koalicija protikrizna koalicija razuma, ki se ne obremenjuje z različnimi ideološkimi oznakami. V ospredju naših prizadevanj, in to izhaja iz bistva koalicijske pogodbe, bo blaginja ljudi. Zavedajoč se, da samo zdrava gospodarska rast in nova delovna mesta ob poštenem plačilu za pošteno delo lahko predstavljajo realno podlago te blaginje. Pot neznosne lahkosti zadolževanja Slovenije je končana. Tudi če bi si želeli drugače in to drugače pisali tudi v strateške dokumente, to v prihodnosti ne bo več mogoče. Zadolževanje je postalo za Slovenijo predrago, ker je zaupanje v nas padlo pod kritično točko. Zato je pričakovana dodana vrednost te koalicije, tudi vrnitev tega zaupanja in to že v prvi polovici našega mandata. Najtežje naloge koalicije tudi sicer čakajo že na samem začetku, v prvih 18 mesecih, ki bodo odločilni. Ob tem bo najtežje letošnje leto. Že letos se bomo morali odpovedati vsemu, česar ne bomo mogli sfinancirati. Oziroma, česar ne bomo mogli sfinancirati s tem, kar ustvarimo. Za novo vlado in koalicijo in za celotno Slovenijo bo zato uskladitev, sprejem in tudi uresničevanje rebalansa proračuna za letošnje leto pomembna in tudi kritična točka. Za koalicijo in tudi za celo državo bo to na nek način usodni preizkus že na samem začetku. In koalicija bo naredila vse, da bo ta korak narejen ob upoštevanju načela pravičnosti, kolikor je tole mogoče. Mi v koalicijski pogodbi sami sebe zavezujemo k medgeneracijskemu in socialnemu dialogu. Izhodišča za medgeneracijski in za socialni dialog bo koalicija na podlagi te pogodbe za Slovenijo ponudila partnerjem v razpravo še pred oblikovanjem nove vlade. Partnerji v tem dialogu morajo biti seznanjeni ne samo z nekimi konkretnimi številkami rebalansa proračuna za letošnje leto, ampak tudi s projekcijami in alternativami za prihodnja leta. Mi tukaj, to je naša velika želja, pričakujemo argumentirano razpravo in tudi argumentirana pogajanja. Upamo na vsaj enako konstruktivnost sindikatov in tudi delodajalcev, kot je bila izkazana ob koncu lanskega leta, ko je prišlo do presenetljivo hitre uskladitve, v času sicer, ki ga praktično ni bilo, izhodišč za interventni zakon. Računamo na to, da ta pripravljenost ni bila zgolj neka muha enodnevnica, računajoč na neko drugo vlado. Tukaj računamo na to, da bo možno socialni sporazum za čas, ki je zdaj pred Slovenijo, postaviti tudi na neke pozitivne izkušnje, ki jih imamo vsi skupaj, ki stojimo tukaj, oziroma cela država, iz časov, ko se je Slovenija trudila za doseganje maastrichtskih kriterijev in ko je vstopala v evroobmočje. Tisti socialni sporazum, ki je bil takrat sklenjen, je v veliki meri prispeval k temu, da je danes Slovenija na bolj varni strani krize, kot bi sicer bila. Zdaj, v tej protikrizni koaliciji razuma, ki smo jo danes podpisali, imajo vsi partnerji realen delež. Realen delež tako vpliva, kot tudi odgovornosti. Nihče v tej koaliciji ni dodatek. Kot veste, ima naš državni zbor 90 poslancev
Za to koalicijo stoji 50 poslanskih glasov. Za temi glasovi pa stoji skoraj 600 000 glasov volivcev, dočim legitimnost dvema opozicijskima strankama daje okrog 430 volilnih glasov, kar je seveda izrazita manjšina. 430 000 glasov. Koalicija je široka, v njej je 5 strank. To samo po sebi zahteva oziroma nakazuje zahteven projekt. Izkušnje zadnjih tednov, ko smo se o pomembnih stvareh lahko relativno hitro dogovorili in uskladili, nas navdajajo z optimizmom, da lahko ta trend hitrega usklajevanja in dogovarjanja, ko bo šlo za resne stvari, ohranimo. Lahko tudi tukaj rečemo, da nam je žal, da v tej koaliciji ne sodelujejo socialni demokrati. Strani vseh nas so dobili ponudbo, formalno pisno ponudbo. Vabili smo jih k popolnoma enakopravnemu partnerstvu. Na to ponudbo se nismo dobili nekega formalnega odgovora, niti vljudnostnega. Se je pa dalo iz izjav razumeti, da k koaliciji ne bodo pristopili. In tudi ta molk je seveda formalni odgovor. Kljub temu pa naš formalen predlog tudi socialnim demokratom, pa tudi listi gospoda Jankovića, se pravi obema potencialno opozicijskima strankama, za sodelovanje v okviru širšega partnerstva za razvoj ostaja. In to ponudbo bomo tudi formalno poslali takoj, ko bo oziroma če bo zaprisegla nova vlada. Vsi partnerji smo koalicijsko pogodbo, ki smo jo intenzivno usklajevali, danes podpisali na podlagi tehtnega premisleka in tudi demokratične odločitve predstavniških organov vseh 5 koalicijskih strank. Brez evforije, vedoč, kaj nas čaka že takoj na samem začetku, vedoč, kateri so izzivi, ki so pred Slovenijo in ki na nekaterih področjih nikoli niso bili večji doslej v zgodovini, vendar pa s trdno odločenostjo, da pri tem uspemo. Hvala lepa.